Smo v prvi specializirani samopostrežni pralnici za domače živali. Od kod zamisel in kaj je v tej pralnici posebnega? Ja, zamisel je precej organska, zato ker sem sicer lastnik pralnice Perila na Borštnikovi ulici, Speed Queen Maribor. In sem kot lastnik opazil, da je vse več klicev, vse več povpraševanja, ljudje me sprašujejo, ali lahko perem stvari od živali, ali lahko od svojega psa, ali lahko od mačk in tako naprej. In žal sem jih moral zmeraj zavračati in po ne vem, 100. klicu na isto temo sem pomislil, mogoče pa bi lahko ponudil specializirano rešitev za lastnike hišnih ljubljenčkov. Od katerih živali je mogoče prati stvari? Vidimo tukaj, da konjev naj ne bi prali. Ja, konji so posebnost, žal ti stroji, ki so tukaj, niso kos konjski žimi in zato žal za lastnike konjev ta pralnica ne bo primerna oziroma ni primerna. Sicer pa za vse male živali pa bo v redu. Zdaj, cena pranja perila domačih ljubljenčkov je nekoliko višja kot v vaši pralnici za ljudi. Kje je razlog? Torej, razlog je zelo logičen, vzdrževanje je tukaj malce težje, torej sama dlaka pomeni več čiščenja, pomeni več zapletov v stroji, hkrati po drugi strani pa tudi tukaj dobite nekaj več kot tam, ker imamo tudi v bistvu te specializirane valjčke, s katerimi lahko najprej odstranite na grobo dlake z tekstila, potem šele date v pralni stroj. Kako veliki so stroji, kaj je mogoče prati v njih? Torej, ja, jaz mislim, da je najbolj zanimivo za same posteljice od psov. To je seveda mogoče prati pri nas. Poleg tega pa, kot pravim, kakšne brisače, na katerih ležijo živali, odeje, deke, takšne zadeve. V bistvu kakršenkoli tekstil, tudi, ne vem, konec koncev plašči, zdaj postaja vse bolj mrzlo zunaj. Poleg pranja pa boste omogočili tudi sušenje. Sušilna stroja sta prav tako dva. Popolnoma novi sušilni stroji so tukaj zelo veliki, primerni praktično za vsak tekstil od živali. Pridejo ljudje k vam prati stvari svojih ljubljenčkov sami ali v družbi štirinožnice? Ja, torej, do sedaj od strank, ki so bile, je bilo deljeno, nekateri pridejo samo s tekstilom, nekateri pa pridejo seveda tudi s svojimi štirinožnimi prijateljčki in imamo za njih tudi, bi rekel, mogoče malo privlačno narejen prostor s tačkami po tleh in uticami na steni. Vsi hišni ljubljenčki so tudi dobrodošli v prostoru.